O moj bog, na Tajsko gre! O moj bog, kako si se pa to odločil? To je pa res dobra odločitev. Mislim, tam pa tok, fajn. Mislim, tam je morje, pa hrana, pa žur, pa pivo, pa vse. Fak, res dobro. Mi ja bomo tu če šla kdaj. A ne da. A lagi ima s tabo? Tajska! Juhu, odlična izbira. Lejte, mi smo na najnem prvem potovanju rekla, da tako, nikoli ne greva na Tajsko, ker je kao ful turistična, pa vse je že speta, pa ful je drago, pa vsi so tečni. Ampak sva potem nekako se vrnala na Tajsko vsega skup 7-krat, 8-krat. In vedno nam je bilo ful dober. Po 6 mesecih Šrilanke, Indije pa Nepala sva imela dost umazanije, dost zastrupitev s hrano in sva rekla, greva midva na Tajsko se malo razvajati. In sva šla. V bistvu pač destinacija je bila izbrana predvsem zaradi tega, ker sva hotela se dobro najesti. Kar nama je uspelo vedno, razen prvič, ko sva iskala tom jam juho na letališču in sva dobila kar en krep. Ja, ni bilo dobro. Ok, zdaj destinacija je fiksirana, greš na Tajsko. Kar je na Tajskem, tako kot posod v Aziji, ful pomembno je to, da malo pogledaš na vreme, ker lahko da bo scalo, lahko da bo sonce, ampak roko na srce nikoli ne moreš vedeti. Ampak v grobem gre nekako takole. Tajska je razdeljena na vzhodno obalo, zahodno obalo in pa sever. Mi smo bila posod je super. Posod je lepo, super. Je pa tako, da mečkam pa pogledamo, kako vreme vpliva na to, kako dobro se v tem meni. Če greste na vzhodno obalo, to je Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao, pa še kakšni otočki tam pri Kambodži, pejte kadarkoli razen oktobra ali pa novembra, ker takrat so padavine res mogočne. Ja, če greste na zahod, to je recimo Phuket, Koh Lipe, Koh Lanta, Koh Phi Phi, pa še kakšni otoki gor proti Mjanmaru, proti Burmi, je tako, tam ta monsun, ki pride čez Indijo, udari že kar v maja, tako da maja zelo ščije, potem se majčkeno umiri čez poletje, ampak še vedno precej in potem je še en šus tam jeseni, tako da, sorry, če greste tja, je najbolj, da greste konc jeseni, po zimi, za nov let, kaj takega. Če greste pa na sever, torej Chiang Mai, Chiang Rai ali pa gor proti Laosu, je pa tako, sta pa dve pomembni zadevi, ki jih morate vedeti. Prva je, da dežuje konc poletja, ne fejst, ampak lahko vas pere. Druga, ki je pa hujša kot dež, je pa tako imenovan burning season, kjer v celotni tej regiji požigajo podrast po gozdovih in to pomeni, da je celo mesto zakajeno, da je megla, da ne vidiš soseda, ne vidiš sosednega hriba. Najhujše je pa, da ne vidiš modrega neba. In tudi sonca ne. Vse ima neko tako difuzno svetlobo in sivo nebo. Ja, lejte, tako je. Če imate čas samo v določenem mesecu, pač pejte na Tajsko. Mogoče vas bo malo pralo, mogoče boste malo ne videli neba, ampak jedli boste vseeno dobro, morje je še vedno hudo. Ja. Katka, kako je pa kaj s cepljenji za moje potovanje na Tajsko? Te me cepila zdajle. Pa smo. No, vi se mogoče vseeno lahko cepite za hepatitis A pa B. To vam itak velja za celo življenje, tako da boste zaščiteni še za katero drugo potovanje. Tako, še kaj poleg tega? Ja, še tifus mogoče, ta se prenaša z umazanijo in sva že slišala za par primerov, kjer ni bilo fajn, ker niso bili cepljeni in so ga dobili. Tako da. Ta se obnavlja na 2 do 3 leta. Za malarijo se pač morate odločiti sami, midva nisva jemala antimalarikov, pa tudi Tajska ni najbolj kritično območje v Southeast Asia. Ampak nikoli ne veš. Pač lahko se zgodi, tako da to je čisto na vas, mi je zelo nerada dama tu neka navodila ali pa priporočila. Zdaj, če se boste boljš počutili, da boste jedli malerone ali pa larijame, pa če jih dejte, midva jih nisva. Tako, potem pa še denga, pred katero se ne moreš zaščititi z tabletami, se pa lahko zaščitiš pred piki komarjev, tako da pač bodite pozorni na to. Za viza je v bistvu ful enostavno. A res? Ja. Wow. Če greš na Tajsko do 30 dni, vize sploh ne rabiš. Ne jebat. Tako da se tukaj ne rabiš nič urejati. Wow. Ja,
Samo priješ na letališče, se postaviš v vrsto z ostalimi ljudmi, ki čakajo na vstop in potem dobiš štempelj v pasoš in greš lahko na Tajsko. Wow, in sem že noter. Ja, že noter. Neverjetno. Full easy. Pazite, da 30 dni ne pomeni nujno enega meseca, tako da si preštejte dneve od prihoda in odhoda. In pa, če boste recimo šli ven v sosednje države, lahko enostavno prijete spet noter na enak način, vstop do 30 dni. Wow, neverjetno, to je pa res poenostavljeno. To je pa res poenostavljeno. Če hočete na Tajskem ostati več kot 30 dni, si lahko recimo tle v Sloveniji enostavno uredite vizo na tajskem konzulatu, pri nas je na Pražakovi, so pa tudi v vseh ostalih večjih mestih, če slučajno pač greste na Tajsko iz kere druge države. Neverjetno. Tudi pri denarju vam ni treba komplicirati. Kar midva narediva je, da vsak vzameva okrog 700 evrov iz Slovenije, prideva na Tajsko, nekaj malega zamenjava na letališču, toliko da lahko prijeva pač, da imava za prevoz, da imava za tisti prvi obrok, pa se spočijeva in potem naslednji dan recimo zamenjava en del. Tako da menjavava počasi evre v bate, če rabva še več denarja, pa potem lahko dvigneva na bankomatu. Bankomati v bistvu skoraj vsi sprejemajo naše kartice, navadne bančne kartice, je pa problem, da ja, takle denarček je, poglejte, tole je kralj, tajski, bivši tajski kralj. Ki je preminul pred relativno kratkim. Ja. V glavnem, pri bankomatih je tako, da vsakič morate plačati okrog 5 do 6 evrov provizije tajski banki, plus še naši banki med 2 do 3 evre. Tako da, če pomislite za 300 evrov, ko jih lahko ponavadi za 300 evrov, ki jih ponavadi lahko dvigneš pač v enem dvigu na dan, a ne, plačaš 8 evrov, kar se ti skorda že ne splača. Zato mi da vzamemo čim več denarja, toliko, kolikor nam ga je fajn nositi s seboj, da se počutimo ok, pa potem raje tega menjavamo, ker če greš parkrat na bankomat, daš 50 evrov samo za provizije, mislim, res se ne splača. Ja, ni pa nemogoče. Tako. Sami se odločite, saj ste pametni. Zelo pomembno dejanje je pred tabo in sicer, da moraš najti letalsko karto nekot iz Slovenije do Tajske. Zdaj zadeva se je ful poenostavila, odkar imamo iz Zagreba toliko dobre povezave. Mija, priznam, še nisem nikoli, letela iz Zagreba, ker smo vedno nosili neke Benetke, ker je bilo ful cenej, ampak zdaj, ko smo gledali za karte do Bangkoka iz Zagreba, recimo z Emirati, ki je top shit letalska družba, karta 500 evrov, povratna. To je noro. Greva. A kar? Okay. Traja 20 ur, da priješ dol, noro, super let, super hrana. Zdaj, če ste še majčken bolj fancy, pa nočete svoje riti premakniti do Zagreba, lahko greste iz Ljubljane, boste dali še 50 evrov zraven, 550 evrov luksus. Mi za karte vedno gledamo na skyscanner.com, ker ti zlista vse možne letalske družbe na tej relaciji, potem zbereš tam najboljšo, sortiraš po času trajanja, po ceni, po čemorkoli hočeš. Zbereš najboljše in potem te ta vodi na stran od pač dejanskega ponudnika, potem pa tam karto kupiš. Tako da spodaj v linku, ali pa zgoraj v linku, ali pa desno pa levo v linkih, skyscanner.com, fajn rešitev za karte. Zdaj pa, ko imaš že vse zrihtano karto, imaš cepljen si, denar imaš, veš, da greš na Tajsko, zdaj se moraš pa nekaj odločiti, kam bo šel. Glej, zdaj tu ni nobenega pravila. Eni se imajo fajn tu, pa je drugim totalno bedna, eni se imajo fajn tam, pa je nama mogoče bilo totalno bedna. To je najna čisto osebna izkušnja pa preferenca. Takole, nama so ful všeč tisti otočki, ki so relativno majhni, pa da imajo ful dobro morje, da se lahko greš potapljati, ali pa lahko greš snorkljati, da je kaj dobrega za pojesti. Nekaterim so všeč večji otoki, nekaterim so všeč otoki, kjer se lahko napiješ do onemoglosti, pa se podružiš s pijanimi Angleži, No, lej takole. Vzhodna obala, Koh Samui, Koh Phangan, to sta relativno velika otoka, velike turistov, velike Kitajcev, ampak je vseeno ful zabavno, ker si rentaš motorček, pa se podaš okoli, pa raziskuješ, ful je nekih slapov, ful je nekih doživeti, hrana je fajn, ni pa zdaj nič ful posebnega, je ful lepo. Je pa zraven otoček, ki se mu reče Koh Tao,
ki je zelo mali in je namenjen predvsem potapljanju in snorkljanju, ful so neke lepe skrite plažice. Nama je bil ta otok verjetno najlepši na Tajskem. Ja, Baby Sharke sva videla med snorkljanjem. Tako, ful je veliko za doživeti, čeprav je zelo mali, je tudi nekaj nočnega življenja, lahko se mu pa omakneš, če ti ni ful fajn. Na zahodni obali sva bila midva na Koh Lanti, pa na Koh Lipe. Koh Lanta nama je iskreno bila majčkeno dolgočasna, tako je velika, si rentaš motorček, ampak nič ni nobenih. Ni wow. Ni wow. Največji wow je bil zatočišče za kužke in mucke. To je bilo ful fajn. Sam to pač ni zdaj ful tajska stvar. Ampak, okej. Potem Koh Lipe, ko je čist dol že proti Maleziji, nam je bil ful všeč. V bistvu nam je bil všeč zaradi tega, ker smo tam srečali tudi ene Slovence, pa smo si ful fajn začinili z nekimi izletki po okoliških otočkih. Je veliko turistov, ampak se pa tudi lahko majčkeno malo za sebe daškam. Pa tam, kar sva pač midva videla od tajskih otokov, je bila najlepša plaža in najlepša barva morja. Sploh, tako tista svetlo turkizna. Tako, Koh Lipe. Zdaj, veliko ljudi gre na Phuket, kjer se ga da orang zažurati. Veliko ljudi gre na Koh Phi Phi, ki je znan po tem, da je bil v filmu Kjerno the Beach, z Leonardom DiCapriem. Mi da nisva šla, ker so tako enodnevni izleti tja, pa malte kot sardelce namečajo na plažo, pa nama ni to najbolj dišalo, ampak je pa noro lepa narava. Eni otočki so še gor proti severu, kar precej proti Burmi, Mjanmaru, ki se jim reče Similan Islands, ki so nekaj časa veljali za res tako majčkeno bolj prestižne otoke, kjer sploh nisi mogel prespati. Zdaj se tudi to da, je majčkeno večja gužva, ampak priporočam, če iščete neki full special, full odmaknjenega, posebnega Similan Islands. Kar se pa severa tiče, je pa tako, je pa veliko manj turističen, veliko bolj pristen, veliko boljši stik z neko budistično vero boste imeli, če vas to zanima. Hrana, cenejši je veliko, pa hrana je zelo drugačna od tiste južne oziroma od Bangkoka. Tako da mi jo vedno malo kombiniramo. Gremo najprej v Chiang Mai, pa smo tam, pa letimo na en otok, tako da dobimo pravilno dozo obojega. Ok, Katja, zdaj sem na letališču Don Muang v Bangkoku. Kaj mi je sedaj storiti? A si že zamenil 20 €? Seveda. Ok. Najprej si kup internet. Ok, kakšen pa? Jaz bi rekla, da AIS za en mesec ali pa 2 tedna, odvisno kakor boste. Koliko me pa to stane? Za en mesec okoli 700 batov, kar pomeni tam slabih 20 €. Pa dobim kar par giga prenosa, tako da lahko naložim vse moje slike in bumerange na Instagram. Seveda, vse. Odlično. Super. Kupljeno. Kar lahko narediš tudi je, da si naložiš aplikacijo Grab, ki je v bistvu tako kot evropski ali pa ameriški Uber. Odlično. In si enostavno in ful poceni zrihtaš taksi do svojega prenočišča. Tako, midva sva bila v Bangkoku parkrat in čist vedno grozno sva svala na Khao San Roadu. Khao San Road je taka, rečemo temu, apokaliptična ulica v Bangkoku, kjer se čist vse dogaja in zgodi, tako pač verjetno ono pravilo, kar se zgodi na Khao San Roadu, ostane na Khao San Roadu. Najbejš. Zdaj to je ful glasno, ful relativno umazano, tako da če ste ono hardcore, pol pejte tja, prenočišča bojo ful pocen, če pa ne, če vam je pa majčken bolj pomenil, da se dobro naspite, pa da imate majčken miru, pejte pa kam? Sukhumvit. Sukhumvit. Kje pa je Sukhumvit? Ja, na drugi strani. Na drugi strani. Da. Tako da, ko boste se usedli v Grab, povejte ono stričko, kam vas naj pelje. Na Khao Sanu boste prenočišče dobili od 3 € naprej. Na Sukhumvitu boste pa majčken več plačali, ampak še vedno govorimo to, mogoče 10 €, da boste dobili neko low budget, za 20 € boste dobili že dober, če boste dali pa 30, ko je pa že služabni drom. Ja, točno to. Exactly. Midva v Bangkoku recimo nikoli ne rezervirava vnaprej, ampak če slučajno si želite rezervirati vnaprej, lahko to naredite recimo na Agodi pa Bookingu, s tem, da prej pogledate mogoče ocene, če vam ustreza lokacija in potem si zagotovite sobo. Na Khao Sanu je malo drugače, midva veva, da je veliko izbire, velike poceni izbire, tako da midva kar prijeva tja in dejansko potrkava na vrata, tudi če je to skoraj sred noči in potem še rečeva, ostala bova 4 dni, a nama date popust,
ki ga potem najbrž tudi dobiva. Ampak, Če vas zanima, kako še na drugačen način priti iz letališča do Bangkoka, recimo z avtobusom, metrojem, Skytrainom, pa si poglejte v popotniški prvi pomoči za Bangkok. dajmo blogo. Po Tajski se boste mogli premikati. Zdaj, mi na prvem potovanju smo bila ujibr škrta in sva se premikala, tudi štopala sva, v vsakem primeru smo pa vedno iskala najcenejšo varianto. Zdaj, na drugem potovanju sva si majčken bolj privoščila, ampak na koncu smo ugotovili, da stroški so približno isti. Zdaj, jaz sem tukaj izbral nekaj, pa sem si malo napisal tako, da rabim plonkič, ampak zdaj ne 3 ključne destinacije, torej iz Bangkoka, če greš na sever, iz Bangkoka, če greš na vzhod, recimo na Koh Phangan, ali pa iz Bangkoka, če greš na Koh Lipe, ki je precej daleč dol na zahodni obali. Zdaj takole je. AirAsia pa Nok Air, od spodaj imate linke, sta najbolj popularna na Tajskem. To sta letalska prevoznika, ki poleg samih letalskih prevozov omogočate tudi neke kombinirane vožnje. To pomeni, da greš z letalom, na letališču te prevzame nekdo s kombijem, te pelje do pristanišča, tam se sedeš na trajekt in potem prideš na otok. Zdaj recimo primerjava. Simple. Full simple.Če greš enosmerno iz Bangkoka na Koh Lipe s tem Nok Airom, kjer ti pač dajo cel package z letalom vred, te pride povratno okoli 130 evrov, pa si v 5 urah dol. Če greš pa iz Bangkoka na Koh Lipe tako, da greš najprej z vlakom do enega mesta, ki se mu reče Hat Yai, te tam prevzame nek van oziroma si zrihtaš prevoz s kombijem, greš naprej na trajekt, boš dal pa 45 evrov za enosmerno oziroma 90-100 evrov za povratno, pa trajalo bo enih 20-25 ur. Tako da ja, pa šparo boš nekih 30 evrov, ampak a je vredno? Mogoče. Nama je prvič bilo, drugič pa ne, tako da ne vem, kakor hočete. Isto je za Chiang Mai. Lahko z AirAsia letiš gor, povratna karta je 60 evrov iz Bangkoka. Lahko greš pa na avtobus, pa te avtobus pride koliko? 25 evrov enosmerno, torej 50 evrov povratno in si pa špara celih 10 evrov. Ta se že skoraj Kaj sva delala prvo potovanje? trpela. Še za Koh Phangan, lahko greš spet z Nok Airom, letiš tja, povratno 115 evrov, če greš pa z busom, pa s trajektom te prije pa 50 evrov, tu mogoče pa šparaš, ampak tako. Ključno je, toliko so poceni letalske karte notranjih letov, dajte malo pogledati na spodnjih linkih, samo pišete iz Bangkoka, grem tja, boste dobili cel package, kupite in se ne sekirate več. Da je pa fajn kupiti tako karto. Jaz mislim, da skoraj ni pravila tukaj, se veš, mi smo jih kupali skoraj zadnji dan, lahko jih kupite, pa tudi 3 mesece naprej, cene skoraj ne nihajo. Tajska je ful poceni, ampak vseeno moraš biti majčkeno pameten in poiskati tiste dobre in poceni zadeve. Ja, ker recimo juho lahko dobiš koliko? Lahko dobiš juho pa riž za Za ene 60 batov. ja, recimo za ene 2 evra, lahko pa tudi greš v neko restauracijo, ki bo oglašala ne vem kva, pa boš dal tudi lahko 6, 7, 8 evrov za isto juho, ki ne bo ful boljša. Ja, ampak to govorimo o tom jam juhi. Recimo nudelc juha je lahko tudi pač pod 1 evro. Tako, kaj pa pivo, koliko nam pivo stane? Pivo imajo kar v velikih embalažah, tako da čez 600 ml. In stane tam okrog 2,5 evra V trgovini. v trgovini. Ja. Drugače zna biti kar 3 evre ali pa še več. Tako, Glejte za akcije v barih. tako. Sobe sva že povedala, da so tam lahko tudi 3 evre za oba, ali pa tam tako res ena dobra soba bo za 20 evrov. Recimo kaki bungalovčki na plaži, na teh otokih, bi znali biti okoli 20 evrov za 2 Ja, osebi. na splošno so tajski otoki dražji kot recimo sever, tako da na severu zna biti res pocen, pač na jugu je pa vseeno malo bolj turistična. Kaj pa kako sadje? Sadje, ful pocen, pač tropsko sadje in Tajska ima eno izmed boljših izbir, kar sva jih videla, tako da dejansko dobiš skoraj vse in je ful poceni, tako 1 kila mangotov je okrog 1 evro. Mačkanje je odvisno od sezone, ampak načeloma je tam od 1 do 2 evra za kilo se gibljajo cene. Poceni. Ja, potem recimo vožnja z avtobusom po mestu je smešno pocen, pa tudi fajn izkušnja, okrog 20 centov plačate. A se jaz prav spomnim, da včasih nam sploh niso zaračunali. Ja, 1 ure so, kjer sploh ne zaračunajo. Ampak tudi če plačaš 20 centov, pač plačaš. V glavnem, point je, zelo je pocen, ampak ne nasedati čisto vsakmu, ko ti hoče kaj prodati. Ker mango pri tej tetki bo mogoče 3 evre,
100 metrov naprej bo pa pol evra. Tako da prvo se malo razglejte, pa pol plačujte in kupujte. Verjetno eden glavnih razlogov nam, da boste šli na Tajsko, je zato, da se boste nažrli do sitega. Tako, mi da imamo Tajsko noro rada in vedno se vračamo tja zaradi hrane. Recimo takole, obožujeva tom jam juho. Če ne veste, kaj to je, vama ne bomo pokvarila presenečenja, pejte v restauracijo in reče tom jam kong, to pomeni tom jam z rakci in boste dobili to noro, dobro, rahlo ali pogosto noro pekočo juho. Ja. Tako, pataj vsi poznate, pataj je tako kot pri nas čevapi, pač posod jih imaš ali pa burek, ful so poceni, stanejo lahko tudi manj kot 1 evro. Naješ se, vem, da mi je tudi recimo ob 3, 4, 5 po noči, ko smo šla kam ven, ko smo bila lačna, ko smo imela jet lag, smo si kupila pač pataj in smo se Vedno ga lahko dobiš. Pad thai tudi tuna izbira pri popotnikih, ki recimo ne marajo probati tajske hrane ali pa nasploh druge hrane. Ja. In tako pad thai vedno na voljo in vedno njihova izbira. Tako. Zdaj na severu, recimo Chiang Maju, je ena ful dobra jed, ki se reče khao soi. To je tako, spet neka juhca z nekimi rezančki. Skoraj kakao san. Tako, to probajte, khao soi, ne pozabi, če greste na sever. Potem je ena ful dobra sladička, ki se reče mango sticky rice, kar že ime samo pove mango, nek poseben rižek, prelit s kokosovo omakco in to je tako. Lej, jaz ne jem sladic, ampak ta je tako za umret. Ja, ful dobra kombinacija. Čeprav mogoče se ne sliši riž pa mango, ampak je. Ampak gre. Jed, ki sva jo odkrila še tako pri 5. obisku Tajske, groza, je som tam. To je solata iz sveže zelene papaje, noro pekoča, ampak to je toliko dobra stvar, toliko osvežilna, da lej, ko boste enkrat probali, ste pečeni, ker boste vedno hoteli to jesti. Ful poceni, mislim, stane mogoče €1,50. Bam, fajn stvar. Najboljše je kupiti tako, če ima tako kakšna tetika, samo en štand, kamor se v bistvu sploh ne moreš usesti in ti ona v takem velikem tako razbija tisto papajo v takem, kaj je to, velika posoda in potem ti jo tako naloži v plastično vrečko in potem jo odneseš in poješ. Probajte, noro fajn. Pa še ena stvar, ki mogoče ni čisto za vse za naj je bila, je tajski durian, ki sicer ne velja za noro dobro sorto. Je kao malezijska boljša, ampak je pa tajski dosti pocen, tako da če greste po tržnici, kjerkoli tržnici se sprehodite, boste pozorni na tak sadež, ko imate špice ven, ali pa si pogledate na najmo blogu, kako zgleda. Kupite ga, probite ga, če navte bruhali ste super, tako da si ga pa še enkrat kupite, ko ga boste 7. probali. Ja, to. Tako, rabi ene 3 priložnosti, vsaj. Počas. Pa postaneš zasvojen. Ja. Tajska je ful varna država, ampak tako povsod na tem svetu se tudi tam najdejo kreteni in kretenčki, ki vam bodo hoteli majčken kaj potaknati ali pa vas po domač nategnati. Nama se je to zgodilo ponavadi tako tisti prvi dan v Bangkoku, ko priješ čisto frišen, svežim nahrbtnikom iz Hervisa in potem do tebe... Po 20-urni poti, ko ne moreš ravno razmišljati čisto trezno. In pred te pristopi en striček in pravi, vse je zaprto v Bangkoku, noben hotel ni, ne boš imel kaj za spat. In te že pelje v neko svojo agencijo, kjer ti bo potural v hotelu od kolega in boš plačal pač 5 več kot drugače. Tako da ne nasedati, Bangkok živiš 24 ur na dan, kadarkoli pridete. Hoteli se nikoli ne zaprejo, nikoli, tudi ponočne. Tako, kadarkoli pridete, boste našli nekaj za spat. Zdaj, druga stvar tam, ko boste spali, je verjetno ta, da boste hodili po ulicah in boste slišali tale zvok. Daj pokaž. Ne znaš tako dobro, takole. Tako, to je signal za ping-pong show. Zdaj bo pa Katja nazorno razložila, kaj pomeni ping-pong show v Bangkoku. To Tajke igrajo ping-pong. S svojimi vaginami. Ja, tako. Mi na ta show nisva šla. Malo mi je žal, da nisva, čeprav tisti, ki so bili, pravijo, da se jim je določena aktivnost posteljna zamerila do konca življenja, ko so videli to. Jaz nisem hotela iti. Ja. Jaz nisem hotela iti. Tako, jaz bi najbrž šel, ampak te Tajke ne igrajo samo ping-ponga, ampak tudi pikado in še marsikaj drugega. Point je pa v tem, da te vsi hočejo tja spraviti kao zastonje, ping-pong show, ful je fajn. Priješ tja in potem, ko že greš ven, ti dajo račun, kjer zaračunajo vsako novo atrakcijo, ločena postavka in na koncu lahko plačeš tako kar velik.
Zdaj, poznamo primere, ki na koncu niso sicer nič plačali, ampak a se ti da za tam 2-3 ure z neko tajsko gorilo kregati, najbrž ne, pa tudi nekaj ful posebnega to ni, tako da mogoče se dajte izogibati, tega pa pejte raj na en svež pomarančni sok. Ki mogoče ni svež. To je tretji nateg, vse vem, da se vam zdi ful nedolžen, ampak ko se ti res lušta, pa ko ti prodajo on svež pomarančni sok, ko vidiš tam nekoga, ki lušči tiste pomaranče, pol ti pa izpod pulta da malinovec pomarančen, si pa rečeš, ma dej, veš kva, to pa res. Grem kar domov, kar domov. Kar v Ljubljano. Ampak zdaj, kar je pa res mogoče na Tajskem, težko pa boste mogli mečkem požreti svoj popotniški ego, je pa to, da s tistimi, ki se dogovarjajo za kakršenkoli prevoz iz tega otoka na on otok, iz tega otoka na celino, po celini, z nekimi malimi kombi, tukaj znajo biti ti strički včasih precej zateženi, tako da tu boste raj tih, požrite ponos, taka cena, ko je, ponavadi plačaš, ker če se neki dilaš, ti bojo tudi kaj odvzeli stran, ne bojo te pripeljali čisto do destinacije, tako da Ja, prej se pozanimite o cenah, in tako da veste, koliko morate plačati približno, in potem magar greste v par agencij vprašati in tam si potem zberete. Tako. Najhujša stvar, definitivno, ki se vam lahko zgodi na Tajskem, je pa to, da si na nekem otoku, recimo na Koh Tao, rentate motorček, padete, ker ceste so obupne, poširfate ta vaš motor, ga pripeljete nazaj in vam tam striček reče, no tole bo pa 1000 evrov in potem vi itak uskipite in pravite, da za eno prasko tam od spredi na blatniku pa če ne boste dali 1000 evrov. Zdaj ti otočki so neke vrste mafija, sicer naj ne zveni to grozno, ampak tukaj neka agresija pa neko izmazovanje ven, da ste študent, revn pa dajete na bone, tule ne bo šlo skozi. Tako da poznamo primere, ko so znižali z 1000 evrov na 500 evrov, ampak manjka enega 500-taka, boste težko plačali, če se boste sesuli. Zdaj najboljše je to, da ko rentate motor, da ga dobro poslikate, pregledate, vsako prasko naprej povete, kje je bila, potem se pa res čuvite, ne se voziti tam, kjer vaše sposobnosti tega ne dovoljujejo, ne paditi, pripeljite motor normalno nazaj, pokažite ga gospodu, naj vam onda pasoš v roke in s tem je zgodba zaključena. Za konec pa še najinih 7 najljubših stvari na Tajskem. Tako sva rekla, mi smo na Tajskem ful uživala, ful smo vse raziskovala, doživljala hrano, pijačo, žur, otoke, jada. Ampak ena stvar, ki je bila daleč najbolj posebna od teh, je bila ta, da sva en teden preživela v pravem budističnem samostanu, ki se mu reče Wat Tam Vua, je gor na severu, nekje med Chiang Majem in Mjanmarom. V šumi. V šumi priješ noter in potem te meni nič, tebi nič vržejo to njihovo dnevno rutino, ki vsebuje 2 obroka na dan in pa 8 ur meditacije, meditacija med hojo, meditacija med tem, ko ležiš, sediš, tam imaš meniha, s katerim se lahko pogovarjaš, lahko si tudi tiho, se z nikomer ne pogovarjaš, skratka, zelo dobra izkušnja. Ampak kar smo naredili pa prvo, kar smo prišla, ko smo prišla ven iz tega samostana, je pa to, da smo šla na kuharski tečaj. Morate iti. Po tistem prehranjevanju, ki je ob 11. dopoldne zadnji obrok, so pač mogla iti se mačken razvajati. Tako, in smo šla na kuharski tečaj, ki izgleda tako, plačaš okoli nekih 20-30 evrov na osebo, ampak je cel dopoldan, sted, ko greš na tržnico, ona ti razloži sestavine, tajske in tako naprej, kupiš in potem priješ k njej domov in te da tam pred svoj station kuharski in skuhaš take jedi, ko si, niste si mislili, da jih znate skuhati, sploh pa ne toliko dobro. In na konc najboljš to še vse poješ in to je tako najboljši obrok na Tajskem. Tako, zdaj, ko si fajn sit, pa ko se ti po naslednji dan ne da preveč premikati, je pa fajn, da izkoristiš za en tečaj masaže. Ja. Še najboljši je, fantje, če na tečaj masaže pošljete svoje boljše polovice. To je investicija. Mi smo šla v Chiang Maju, nismo šla v najdražji tečaj masaže, ker jih imaš ogromno, ampak smo šla k eni tetki, ki je ime Ari in ima svojo delavnico tako od spodaj v neki kleti. In ful preklinja. Ful preklinja, ampak je bilo noro fajn, ker je res tetka, ko se je videlo po rokah, da je že dala marsikaj skozi in obvlada, tako da poiščite tečaj masaže, pa ne to najdražjega, ker boste verjetno s 50 turisti, če greste pa k eni taki tetki, boste pa mogoče sami, a pa enih par. Večkrat smo že omenila, da je Tajska super za potapljati, ne samo, da ima noro lepo morje, pa pod morjem je tudi zelo dostopna cenovno glede potapljanja. Bila smo na kakih otokih, ne na Tajskem, recimo v Vietnamu, kjer je en potop $100, tukaj dobite pa en potop za $25.
Najbolj se splača iti na Koh-Tao, tam imate milijon teh dive shopov, enega zberete, se odločite, da boste, ne vem, če nimate tečaja, še tečaj naredili pri njih in potem se hodite z njimi potapljati, tako da na Tajsko, brez da bi se potapljali, pa vsaj probali se potapljati, ne hoditi domov. Kar je bilo meni ful dobro, Mico mogoče malo manj, je bil Hello Kitty Cafe v Bangkoku. Lahko si predstavljate, roza stene, Hello Kitty mucike vseh možnih velikostih, Hello Kitty na kapučinu, mavrična torta. Si mavrično kakala? Ja. Evo, se mi je zdelo. Kar je bilo nama ful fajn, kljub temu, da smo tako precej samotarja, popotnika, je bilo to, da smo na Koh Lipe na otoku srečali ful Slovencev, ker očitno radi hodimo tja, tako kot radi hodimo v Poreč. Pa rojsten dan je bil. Še Katka imela rojsten dan in smo potem najeli eno ladico in smo skupaj šli po okoliških otočkih in smo se imeli ful fajn in ne bomo pozabili te izkušnje, tako da včasih se vam splača kakšne frende pohakati pa skupaj kaj organizirate, ne samo da je stroškovno boljše, tudi tako fajn imeti neko družbo, ko jo poznaš, da lahko res uživaš. Tako. Zadnja stvar, ki jo priporočamo vsem, ki greste pa na sever v Chiang Mai, je pa to, da ste vsaj eno nedeljo v Chiang Maju, ker je tam največja odprta kuhna in tržnica in boljši sejem na svetu, kjer se zapre celo mesto, vse ulice se zaprejo in imate milijon štantov s hrano, s pijačo, spominki, masažami. Kar na ulici, tako da res, če greste v Chiang Mai, boste tam v nedeljo, vzamite si čas cel dan in pohajkujte potem v Sunday Marketu, ob 6. zvečer vas čaka pa eno luštno presenečenje, tako da... Bodite pozorni, a je že kdo bil? To je pa to. Mina smo zdaj naredila en zelo dolg uvod v tvoje potovanje na Tajsko in res upamo, da ti prije prav. Če česarkoli nismo povedali dovolj natančno, smo prepričani, da najdete vse na najmu blogu, malo pobrskite. Če pa je blog malo nepregleden, kar vemo, da je, ampak se trudiva rešiti, pa nam pišite, Katka bo z veseljem odgovorila vse, pa vas usmerila tako je treba. To je to.